Živjo, živjo. Danes sem na kavo povabila Mašo Oliver, ki je tukaj danes z mano. In sem zelo vesela, ker se je ne pripeljala, ampak priletela iz Nove Zelandije. Zakaj je Maša danes moja gostja? Predvsem zato, ker je včasih delala v NUK-u kot knjižničarka, zdaj pa delaš tudi kot knjižničarka, ne? Ja, v bistvu zdaj sem kuratorka. Kuratorka, kakšna knjižnica, mislim, tip knjižnice? V splošni knjižnici v Christchurchu. Christchurch, Nova Zelandija, pa me malo zanimajo njene izkušnje. Naprimer, Maša, ko si prišla na Novo Zelandijo, ne, predvidevam, da te niso službe kar takoj pričakale, ali so te? Ne, na začetku je bilo zelo težko. Rabila sem v bistvu 1 leto, da sem dobila to prvo službo v knjižnici, v splošni knjižnici v Christchurchu. Kljub temu, da sem imela v bistvu 5 let delovnih izkušenj v NUK-u, pa s strokovnim izpitom in s, ne vem, diplomo iz primerjalne književnosti. Ampak predvsem je bil problem v tem, da nisem imela nobenih novozelandskih referenc delovnih, takoj, ko sem to dobila, je pa pol bilo veliko lažje. Se pravi, kaj, verjetno poteka tako kot pri nas, pošiljaš prošnje, ali je to bolj tako osebni pristop? Ja, v bistvu zelo veliko je razpisov, na delovna mesta, pri njih je ta trg ful bolj živahen, se skozi menjajo stvari, tako da razpisov je bilo veliko, to ni bil problem. Je bila pa tako tudi malo težava v tem, da pač moraš se naučiti pisanja prošenj, ki ustreza njihovemu modelu. Tako da, kar se tega tiče, sem pač dobila pomoč, moja prijateljica, ki živi v Avstraliji, ki pač bolj ve, kako se to na Unipolobli dogaja. Pa tudi sem šla v bistvu pol v knjižnico in sem govorila z enim zdaj mojim sodelavcem, takrat je bil pa šef ene podružnice, pa je bil ful prijazen in je pogledal mojo prijavo in mi svetoval in tako da sem tudi ta oseben stik navezala. Super. Daj malo nam povej, se pravi, mogoče, kakšno je bilo to tvoje delovno mesto na začetku, pa ne vem, ali lahko že poveš, recimo, če si opazila kakšne razlike med Slovenijo, delom v knjižnici v Sloveniji, pa mogoče delom v knjižnici, sicer si delala v različnih tipih, kar verjetno se tudi bolj pokaže, no, ampak mogoče vseeno, če ti kaj pade na pamet. Jaz sem začela kot v bistvu library assistant v eni taki čisto majčkeni knjižnici, ki je bila v bistvu po potresu, so jo prestavili v eno tako čisto majhno trgovinico in so v bistvu tam najeli to trgovinico in je bila tako res čisto miniaturna knjižnica, najmanjša knjižnica na svetu, po moje. Pa sem pa čez 1 leto pa pol sem pa dobila pozicijo bibliotekarke za poln deloven čas v eni malo večji knjižnici, ki je bila pa del osrednje centralne knjižnice tukaj v Christchurchu, kjer je bilo pa tudi, tako v bistvu so imeli domoznansko zbirko tam, pa to genealogijo, s čimer se pač zelo veliko ljudi tam ukvarja, tako da sem se pol temu tam posvečala, tako pa pač seveda, to so bili pol dosti posebni uporabniki tam, ki smo jih dobivali. Ja, v bistvu splošna knjižnica, meni je težko primerjati, zdaj, ko v Sloveniji nikoli nisem v splošni knjižnici delala, Ampak okej, si bila pa mogoče uporabnica, ne, naprimer? Ja, kar je zanimivo, tukaj v Christchurchu je pač ta pristop, da sploh ni na nek način enih takih knjižničarji so ves čas prisotni v celi knjižnici, se pravi, ti nisi tam, da bi sedel za pultom, cel dan ali pa 3 ure, pa pol smena pride, ampak ti si pač skozi floataš, mi rečemo temu, da je floating sistem, tako da si, ne vem, tudi te sprejemni pulti sploh ne obstajajo, to, ko ti prideš v knjižnico, so pač tako police, pač so taki manjši, pa tako dosti nevidni, pa neopazni, pa ful so fleksibilni, tako da v bistvu je to, taka razlika bila, ki se mi, ne vem,
do uporabnika je ta sistem zelo, zelo prijazen, zato ker v bistvu smo knjižničarji skozi med policami, skozi kaj delamo. Tako da mogoče zgubijo ti strah, ne? Zelo smo dostopni. Zelo smo dostopni. Tako da, Zdaj, zaupala si mi, da ste zgradili tudi novo knjižnico, splošno, malo več povej, no, tako mislim, predvsem, a so kakšne razlike med staro zgradbo pa novo, oziroma a ste mogoče ukinili kakšne oddelke, pa v novi knjižnici namenili kakšne druge oddelke, tako, no, čisto na kratko. Stara knjižnica pač ni bila več primerna za uporabo po potresu, potem so se začeli plani razvijati za novo knjižnico. In prva stopnja tega je bila, da smo najprej vprašali uporabnike, kaj si želijo, se pravi prebivalce Christchurcha, in pa smo imeli zelo dober odziv, in arhitekti in pač naše vodstvo je pač to pregledalo in so pač naredili seznam tistih najbolj popularnih stvari, ki so se predlagale, in so temu sledili. Tako da to so bile pa tako zelo različne stvari, ali so predlagali čisto arhitekturne rešitve, naprimer s temi stopnicami, ki so take floating steps, tako kot pri Harryju Potterju, ali so, ne vem, predlagali so topogan, predlagali so drevo, vrtove na strehi, in vse te stvari so pač arhitekti upoštevali. Aha, vse to in drevesa in vse to. Noro. Wow. Pa so bile pa tudi še take stvari, kakšne storitve jim bomo ponujali, in tudi tukaj se je pokazali tako Christchurch City Libraries, kar je pač uradni naziv, teh knjižnic so zelo v teku s časom, kar se tiče, ne vem, robotike, kodiranja, imamo te laser printerje, laser cutterje, vse to. To so zelo na tekočem s tem in tudi ponujajo tečaje, naprimer brezplačne after school za otroke, za osnovnošolce, srednješolce, za starejše. Tako da, kar se tega tiče, da so se veliko tega pol tudi vzpostavili v tej novi knjižnici, tako da imamo četrto nadstropje posvečeno prav tem kreativnim, novim, sodobnim, tehnološkim, ustvarjalnim akcijam in tako. Tako da, imamo tudi, naprimer, audiovizualni studio od zgoraj, kjer imamo zaposlene profesionalce, glasbenike in video profesionalce, ki znajo svetovati in vse opremo, tudi, da lahko pa... Meni je to ful všeč. Tako, tudi, naprimer, sta se dve mesti vzpostavili v tej novi knjižnici za delo z marginalnimi skupinami, uporabnikov, eno, ki se prav posveča mladostnim marginalnim skupinam, eno pa pač starejšim. Zato, ker pač zelo veliko brezdomcev, pa tudi takih, ki pač niso iz socialno tako privilegiranih zaledij, ne prihajajo, zahajajo v knjižnico, to je tudi njihov dom, in pač mi se jim posvečamo tako kot vsem ostalim uporabnikom. To je zelo zanimivo, vidiš, to bova enkrat naredila še prav posebej, mogoče, ali pa boš kaj napisala za knjižničarske novice, zato ker mislim, da se v Sloveniji tudi veliko splošnih knjižnic sooča s tem, brezdomci, ki prihajajo in tako, pa mislim, me boste popravili, ker tudi jaz ne prihajam iz splošne knjižnice, ampak mislim, da še ni vzpostavljen enega takega sistema za vključevanje teh ljudi. Tako da mogoče lahko kakšna taka dobra praksa prav pride. Si pa omenila, da si tudi kuratorka zdaj po novem, se pravi, čeprav razumem, kaj imate zdaj neko v novi knjižnici tudi razstavno dejavnost? Se pravi, ena izmed idej je bila, ko se je knjižnica postavljala, to mislim, da je predvsem vodstvo bilo na tem navdušeno, da se vzpostavi en prostor, kjer bi se lahko tudi deli naših zbirk predstavili, ki niso tako zelo na voljo ali niso v prostem dostopu, ali pa ljudje sploh ne vejo, da jih imamo. Pa da bi se tudi mogoče povezali s kakšnimi partnerskimi inštitucijami po celi državi, podobnimi, pa da lahko tudi gostujemo naprimer njihove razstave in tako naprej. Tako da se je
se je zgradila ta vse kar mečkana, no, razstavna dvorana in sta se pol tudi vzpostavili 2 delovni mesti in eno sem jaz dobila. In to je samo tvoje delo, sprav. To je tvoj fokus, ni zdaj, da bi zdaj ti zraven delala še kaj drugega, obdelava, kreativa ali karkoli. Ne, to je to. Samo razstave. Ja. Super. A imaš kakšen nasvet za recimo mlade nadobudne študente bibliotekarstva, naj se podajo v ta svet, mogoče v tujino ali pa tudi ostali knjižničarji, no, zakaj pa ne? Ja, pa ne samo knjižničarji, kar vsi. Kar vsi. Kar vsi tako, vsaj za eno leto ali pa tudi, če ne za eno leto. Tako, se mi zdi, da je to taka izkušnja, ki je neprecenljiva. Ja. Tako da, evo, jaz bom pustila podatke od Maše, tako da če koga zamika Nova Zelandija, se želi preseliti na Novo Zelandijo in najti službo v knjižničarstvu, jaz mislim, da bo Maša ta prav kontakt. Tako da, Maša, hvala ti, pa upam, da se oglasiš kot vsaj avtorica v knjižničarskih novicah. Hvala, Mojca, ja, se bom potrudila. Ok, adijo. Adijo.